Gospod z vami in s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je Jezus povzdignil oči k nebu in molil: Sveti Oče, ne prosim samo za te, ampak tudi za tiste, ki bodo po njihovi besedi verovali vame, da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da bi bili tudi oni v naju, da bo svet veroval, da si me ti poslal. In jaz sem jim dal veličastvo, ki si ga dal meni, da bi bili eno, kakor sva mi dva eno, jaz v njih in ti v meni, da bi bili popolnoma eno. Naj svet spozna, da si me ti poslal in da si jih ljubil, kakor si ljubil mene. Oče, hočem, naj bodo tudi ti, ki si mi jih dal z menoj tam, kjer sem jaz, da bodo gledali moje veličastvo, ki si mi ga dal, ker si me ljubil pred začetkom sveta. Pravični Oče, svet te ni spoznal, jaz pa sem te spoznal. In ti so spoznali, da si me ti poslal. In razodel sem jim tvoje ime in jim ga bom še razodeval, da bo ljubezen, s katero si me ljubil v njih, in bom jaz v njih. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Bratje in sestre, današnjo 7. velikonočno nedeljo obhajamo med praznikom Jezusovega vnebohoda, ki smo ga obhajali v četrtek, in binkošnim praznikom, ki ga bomo obhajali prihodnjo nedeljo. Tako se tudi mi sami v binkošni devetdnevnici pripravljamo, da bi sprejeli darove Svetega Duha, ki smo jih prijeli pri verni, in predvsem z njimi tudi osebno sodelovali. Vse to pa je možno le v osebni povezanosti z ostalim Gospodom preko molitve in vrednega prejemanja svetih zakramentov. Danes poslušamo odlomek iz Jezusove velikoduhovniške molitve, ki jo Jezus izrekel pričal svojih apostolov, potem, ko so obhajali zadnjo večerjo. Apostol Janez je to molitev slišal in se mu je zapisala v srce, prav tako tudi vsem ostalim apostolom. Če se je do tega večera Jezus s svojimi besedami obračal pretežno na svoje apostole in na druge ljudi, se sedaj tik pred odhodom z tega sveta obrača svojemu nebeškemu očetu. Jezusove zadnje besede veljajo njemu, ki ga je poslal na ta svet. V tej molitvi Jezus najprej poveličuje svojega očeta, slavi ga in ga hvali. Zahvaljuje se mu, da je smel priti na ta svet in mu prinesti odrešenje. Nato se mu zahvaljuje, da je smel spregovoriti o Božji ljubezni in jo prinesti med ljudmi. Zahvaljuje se mu tudi za ljudi, ki mu jih je zaupal in so prisluhnili njegovi besedi. Jezus v tej molitvi ne vrti okrog samega sebe ali celo okrog svojega trpljenja, ki ga čaka. V trenutku, ko bi imel največjo pravico moliti zase, je molil za druge v povezanosti s svojim očetom. In če, dragi bratje in sestre, Jezusovo molitev na nek način primerjamo tudi z našo molitvijo. Marsikdo bi rekel, če smo iskreni, gotovo to drži, da se mi pač ne moremo primerjati z Jezusovo molitvijo, ker je on Bog, mi pa grešni ljudje. Res je, ni primerjave, toda zgled Jezusa Kristusa in njegove molitve nima namena spravljati nas v zadrego, pač pa nas vabi po snemanju, da bi s podobno gorečnostjo tudi sami vstopali v molitveno življenje. Prva stvar, ki jo naglaša današnji evangelij, je, da v Jezusovi molitvi imamo zgled zaupljive molitve, kakršna naj bo tudi naša osebna, pa tudi skupna molitev. V veselju ali žalosti, v sreči ali trpljenju, kakršnikoli dolžnosti, priložnosti ali dogajanju. Svojo molitvijo nas Jezus povabi, naj bomo najprej odprti za druge ljudi, prej kot vidimo svoje lastne potrebe in stiske. Če mi vidimo druge ljudi, njihove potrebe in stiske, bo Bog tudi videl naše
in nam v pravem trenutku tudi pomagal. Drugo, kar naglaša današnja Božja beseda, je, da apostoli niso sestankovali in niso sestavljali programa, niso pisali ustave in zakonov, po katerih naj bi se ravnala ali širila njihova skupnost cerkve. V tem času pravi Sveto pismo, da so predvsem molili. Poznamo njihovo tesnobo ob Jezusovem nebohodu. Nemočni in ne le še bolj zmedeni so se vračali iz Oljske gore, ker se je Jezus dokončno telesno poslovil od njih. Znova nič niso razumeli, videli in ne verjeli. Imeli so sicer Jezusovo naročilo, naj gredo po vsem svetu in oznanjujejo evangelij do skrajnih mej sveta. Toda čisto realno, po človeškem razmišljanju, kaj naj s takšnim naročilom počnejo? Kam naj gredo, kako ga naj oznanjajo, s čim naj to storijo? Vsak izmed nas bi se, če iskren, obadal z istimi vprašanji. V tem položaju popolne nemoči pa so začeli moliti in se zbirati kot ena skupnost v dvorani zadnje večerje. Ta molitev je sprožila vdor Božje milosti, vdor moči od zgoraj Svetega Duha. Ta njihova molitev je bila najboljše, kar so v danem trenutku mogli storiti in so se popolnoma pripravili na to, kar se je zgodilo takrat ob prvih binkoštih. Ali nista to dovolj dva jasna namiga za kristjane in tudi za današnjo cerkev, kako in kaj delovati? Ko se dostikrat obadamo sami s seboj in se vrtimo večkrat okoli lastnih problemov, lahko tudi zelo upravičeno, in mislimo, da bomo vse sami rešili, toda ali ne bi bilo bolje pustiti vsaj kakšno od svojih skrbi in dati prostor molitvi in prositi Gospoda razsvetljenje. Neka znana zgodba pripoveduje, kako je neki švicarski zvezni poslanec vprašal Nikolaja iz Fluje, ki je danes svetnik in zavetnik Švice, kako naj bi se odpravile napetosti in razprtije med kantoni. Svetnik je vzel vrv, naredil vozu in rekel poslancu, naj ga razveže. Ta je vozu zlahka razvezal. Svetnik pa mu je pojasnil z naslednjimi besedami. Z ljudmi nikakor ni tako enostavno. Ljudje vrečajo za oba konca, zato ga ne bodo nikoli mogli razvezati. Ena stran mora popustiti, potem bo vozu ali napetost zlahka rešena. Dragi bratje in sestre, čisto človeški primer, ki pa, ko vstopamo v Božje, dobi drugačne dimenzije. Največja težava cerkve in kristjanov, pa tudi našega osebnega življenja je odprtost Bogu prav po molitvi. Toda večkrat, če smo iskreni, te tako zelo primanjkuje. Molitev je neke vrste življenjski sok. Če ga ne črpamo, v našem življenju kot kristjani usihamo. Prav na to nevarnost je Jezus mislil, ko je molil, ko je zapisano v današnjem evangeliju: Oče, ohrani te v svojem imenu. Ko se ohranimo v Bogu drugače, kakor z molitvijo, ko živimo z Bogom v molitvi drugače, kakor brez nje. Jezus moli za ljudi, naj jih nebeški Oče obvaruje najhujšega, namreč izgube stika z njim. Ta izguba stika z Bogom je za človeštvo najhujše zlo. Ta izguba Boga se lahko zgodi celo v cerkvi med kristjani in je še hujša, ker naenkrat več ne vemo, zakaj in čemu smo kristjani, kaj pomeni biti Jezusov učenec in svojim življenjem tudi graditi cerkev. Roke, ki se ne sklepajo v molitvi, prinašajo svetu pogubo. Samo roke, ki molijo, zdravijo ranjeni in bolni svet in temu svetu prinašajo blagoslov in odrešenje. In bolj kot se svet opira Bogu, bolj potrebuje sklenjene roke tistih, ki prosijo in molijo, na katere Jezus danes misli, ko pravi očetu: ne prosim za svet, ampak zanje, ki si mi jih dal.
In vsi dobro vemo, dragi bratje in sestre, da smo tudi mi med onimi, ki jih je Oče dal Gospodu. Tudi mi smo kristjani, tudi mi smo nenehno povezani z Gospodom. Kot kristjani bi morali čutiti močno željo, da bi vedno nosili v sebi nebesa in jih tudi izžarevali v svojem življenju navzven, ne glede na situacije, v katerih se nahajamo. Da bi jih tako prinašali tistim ljudem, ki v sebi nosijo pekel, težave, bolečine, mnoge probleme. In teh, če smo iskreni, ne srečujemo malo. Jezus si želi in zato je molil, da bi v tem postajali eno med seboj in z njim. Zato bodimo, dragi bratje in sestre, povezani tudi z nami na poti našega življenja s skupnostjo cerkve. Postajamo romarji upanja, ne le v tem svetu ali v tem letu, ko še posebej to poudarjamo, ampak postajamo znamenje upanja tistim, ki obupujejo v njihovih življenjih. Ne nas povezano z ostalim Kristusom in tudi z občestvom cerkvijo spodbuja, da bi vedno živeli kot kristjani in postajali priče ostalega Gospoda in prav po darovih Svetega Duha, ki smo jih prejeli pri krstu in sveti verni, postajali resnični Gospodovi pričevalci. Amen.